Gremo v kino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V ponedeljek se v Ljubljani pričenja že 11. festival kratkega filma FEK, ki na različna prizorišča v Ljubljani prinaša raznolik program domačih in mednarodnih kratkih filmov, skrbno kuriranih tematskih sklopov, strokovnih programov in družabnega dogajanja. V nadaljevanju oddaje vas vabim k poslušanju pogovora z Julijanom Radelmajerjem, znanim po ekscentričnih in filozofskih komedijah, ki svoj novi film v teh dneh predstavlja v švicarskem Locarnu. V Sarajevu pa bodo premierno predstavili težko pričakovani slovenski film Belo se pere na 90, ki ga je po istoimenski knjižni uspešnici Brunje Žakelj posnel Marko Naberšnik. Ocenjujemo novi film korejske Kanadčanke Celine Song, Popolna zveza. Vabljeni k poslušanju. Na festivalu kratkega filma FEK v Ljubljani bodo letos predstavili 153 filmov iz 38 različnih držav. Zvrstilo se bo več kot 42 različnih projekcij in dogodkov. Letošnji festivalski slogan Pusti sanjam, da tlijo je zamišljen kot tih, a odločen poziv k vztrajanju. Kratki film namreč ni zgolj forma, so zapisali, temveč način gledanja, razmišljanja in odzivanja na svet. In tudi FEK ostaja prostor vztrajanja, mikrouporov in filmskih sanj, ki tlijo in kljubujejo teži sedanjosti. Pred mikrofon sem povabila programskega direktorja festivala Matevža Jermana. Matevž Jerman, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Omenila sem že letošnji slogan festivala Pusti sanjam, da tlijo. Kako se je porodila ideja zanj? Ko je januarja umrl David Lynch, je bila odločitev, da pokažemo njegovo retrospektivo tako rekoč na dlani, in skupaj s to odločitvijo je z roko v roki spontano išla ta tema, se pravi sanje kot neko srednji motiv festivala. Kot vemo, je Lynch namreč prvak filmske nočne more. Po drugi strani pa ta tema omogoča neke širše razmisleke, onkraj samo recimo surrealizma, nekih sanjavih pokrajin, ampak odpira tudi politične premisleke. In v tem kontekstu smo pod sloganom Pusti sanjam, da tlijo odprli prostore recimo tudi palestinskim kratkim filmom, recimo tudi erotičnemu programu, ki ga letos prvič predstavljamo, tako da se je nekako spevno ta tema odprla. Obenem pa se nam zdi tudi festival in kratka forma na nek način nekaj, kar nosi v sebi potencial po sanjah, po nekih idealih recimo in po nekih vztrajanjih. No, kot ste že omenili, 2 programa kratkih filmov se letos osredinjata na Palestino. Strahotne razmere v Gazi, o katerih beremo in poslušamo, so se dotaknile ljudi vseh starosti, tudi ali pa še posebno mladih, ki sestavljajo velik del občinstva vašega festivala. Kako ste o tem razmišljali v festivalski ekipi in katere filme ste pripeljali? Genocid v Gazi je brez dvoma najpomembnejša tema našega časa, tako da je bilo samoumevno, da se tej temi tudi posvečamo in pravzaprav s programom palestinskih kratkih filmov odpiramo festival v ponedeljek. Lahko povem, da smo k sodelovanju povabili Matilde Guiton-Marcon iz festivala Cine Palestin in selektorico pri festivalu Cinemet, ki je izvedenka za palestinski film in je pripravila 2 programa. Eden se specifično dotika teme palestinskih sanj oziroma sanj po svobodni Palestini, po vrnitvi domov in tako naprej. In v teh programih lahko najdemo tudi filme precej znamenitih palestinskih režiserjev, kot sta recimo Michel Kleifi ali pa Elija Suleiman in tako naprej. In kot rečeno, je bila odločitev precej enostavna. Res se nam zdi, da je to edina zares pomembna tema in
Jo tudi nadaljujemo potem v 2 programih. Drugi program palestinskih filmov bo na Mestnem trgu v četrtek zvečer, obenem pa bomo pospremili vse skupaj tudi z okroglo mizo na temo filma in odpora in tako naprej. No, zanimiva bo letos tudi retrospektiva filmov, posvečena je letos umrlemu Davidu Lynchu, ki ga večina sicer najbrž pozna, predvsem po celovečernih filmih, kot so na primer Mulholland Drive, Modri žamet, Izgubljena cesta, pa seveda po televizijski seriji Twin Peaks. Kakšni pa so njegovi kratki filmi? Mogoče malo manj znana plat Lynchovega ustvarjanja je ta ogromen opus kratkih filmov. Med klic lahko povem, da bomo na Feku pogledali večino v 3 programih. Gre pa za zelo različne načine nekih filmskih izrazov, od teh zgodnjih kratkih filmov, ki jih je Lynch še ustvarjal kot študent slikarstva, ko so pravzaprav skoraj galerijske zanke oziroma lupi. Med tem opusom najdemo pač čisto igrane filme, po drugi strani pa radikalno eksperimentalne stvari in Lynch vse skozi raziskuje, ustvarja in recimo leta 2000 sam ustvari tudi animirano serijo Dumbland v Flashu, se pravi v času, ko je internet bil še mlad recimo in so se pojavljale prve te prismuknjene, bizarne risanke, je Lynch svojo serijo naredil. Tako da vse to bo moč prvič in primerno videti pri nas na velikem platnu, pa tudi vprašanje, kdaj bo spet naslednja priložnost. Tako da za vse ljubitelje Lyncha je to neka tako obvezna učna ura. Kdo je Momoko Seto, ki ste jo letos označili za instant kult? Momoko Seto je japonska režiserka, ki danes živi in ustvarja v Parizu. Ona se je nekako na mednarodni filmski sceni, predvsem kratkometražni filmski sceni, uveljavila pred recimo temu dobrimi 15 leti, ko je z serijo filmov poimenovanih Planeti pozorila nase in prejemala nagrade na največjih festivalih. Gre pa za avtorico, ki vse skozi nekako ustvarja na presečišču znanosti in umetnosti, poslužuje se tehnik, kot so, timelapsi, osredotoča se na naravo, na žuželke, na elemente in tako naprej. Obenem pa recimo ustvarila tudi precej klasične dokumentarce o tsunamiju pred leti na Japonskem, o različnih kulturoloških fenomenih, ampak znana je predvsem zaradi teh svojih eksperimentalnih filmov, ki jih bomo vse pokazali. In velja omeniti, da je ravno letos v Cannesu, se pravi v Kanzenu, predstavila svoj celovečerni prvenec Regratova Odiseja, za katerega tudi prejela nagrado filmske kritike in lahko povem, da bo tudi moč ta film videti letos, ampak ne na Feku, temveč na Animateki decembra. Momoko Seto bo pa cel teden z nami in tudi v živo predstavljala svoje filme. Bi še kaj posebej izpostavili? Mogoče bi izpostavil nekaj novosti. Letos prvič uvajamo vzporedno lokacijo, kot sem omenil, na Mestnem trgu pred pritličjem bodo v torek, sredo in četrtek tudi projekcije na prostem, brezplačne in bodo predstavljali zelo privlačne programe od filmov, ki so jih nagrajevala različna občinstva na festivalih, do palestinskega programa. Ena od osrednjih novosti pa je tudi erotični program, polnočni program, možni užitki v petek ob polnoči v Kinodvoru. Še zadnja od novosti pa tudi projekcija filmov opremljenih z prilagoditvami za slepe in slabovidne. Gre pa za program restauriranih slovenskih kratkometražnih klasik, ki bo predstavljen v Kinodvoru. Matevž Šerman, najlepša hvala za pogovor. Festival kratkega filma Fek v Ljubljani pa torej od ponedeljka in vse do konca naslednjega tedna.
Na filmskem festivalu v Locarnu se za Zlatega leoparda poteguje tudi igrani film Hrepenenje v Sandhausnu, nemškega režiserja mlajše generacije Juliana Radelmayerja. Režiser pravi, da film raziskuje alkimijo naključnih srečevanj in kako ta v luči trenutnega družbenega ozračja združujejo ljudi, ki so sicer v javnem diskurzu pogosto postavljeni drug proti drugemu. Z režiserjem se je pogovarjala Petra Meterc. V novem igranem celovečercu Juliana Radelmayerja spoznamo Ursulo in Nedo, vzhodnonemško natakarico z zlomljenim srcem in iransko youtuberko z zlomljeno roko, ki se v svojih negotovih življenjih počutita ujeti in osamljeni. V filmu njuno naključno srečanje preide v nepričakovano prijateljstvo in nenavadno pustolovščino. Radelmayer je film posnel v majhnem nemškem mestecu Sandhausen. Zakaj ravno tam? I mean, the very first spark of this film was actually that I discovered just a photograph of this town. Prvi del tega filma se je začel tako, da sem odkril fotografijo mesta Sandhausen, kjer se zgodba odvija. Iskreno, o mestu prej nisem vedel ničesar. Na fotografiji se je za mestom dvigoval piramidni podoben hrib, ki me je pritegnil. Spomnil me je na goro Fuji iz japonskih lesorezov in odločil sem se, da se odpravim tja in mesto raziščem. Tja sem se namenil za konec tedna in postopoma sem odkrival vedno nove zanimivosti, tako zgodovinske kot tudi naravne. Področje ima bogato zgodovino, tudi geologija regije je izjemno zanimiva. Takrat sem pomislil, da bi bilo zanimivo posneti film prav tukaj. Nekaj časa sem preživel med lokalci, opazoval življenje in dobil ideje za glavne like. Mesto je po koncu socializma doživelo velik gospodarski zaton, saj je bilo tu nekoč eno najpomembnejših rudarskih območij, potem pa so rudnike pozaprli. Posledici sta visoka brezposelnost in porast desnice. Vseeno pa sem v mestu opazil tudi nekaj priseljencev in se vprašal, kako je tem ljudem živeti v okolju, ki utegne biti nekoliko sovražno, a je hkrati zelo lepo. To nasprotje me je še posebej pritegnilo, da sem želel ta kraj še naprej raziskovati. And this was a mixture that I found worth exploring more. Julian Radelmayer tudi v tokratnem filmu, kot že v svojih prejšnjih, jasno opredeljuje razredni in ekonomski položaj likov v filmski pripovedi. Zakaj je to za režiserja pomembno? Basically, I'm interested in because I think this shapes our society so much, and it also Takšne teme me zanimajo, ker verjamem, da močno oblikujejo našo družbo. Vse te majhne razlike oblikujejo naša življenja in možnosti povezovanja z drugimi ljudmi. Rad raziskujem zgodbe, ki odpirajo vprašanje srečevanja ljudi iz zelo različnih okolij, družbenih slojev in ekonomskih razmer. Zanima me, kaj so njihove skupne točke, kje se njihovi svetovi stikajo. Opisati želim tisto, kar jih ločuje, pa tudi najti drobne trenutke utopičnih srečanj, ki jih kljub razlikam lahko povežejo. Radelmayer pri filmih dela tako z igralci kot z neigralci. Pogosto povabi k sodelovanju ljudi, ki jih sreča naključno, ali pa ki so del njegovega kroga prijateljev. Kako torej poteka delo na samem snemanju? With everyone you work a bit differently, so the non-professionals you have to more like explain how acting works at all or how you work at all. With others you work in a different level. With the child is a Seveda, z vsakim sodeluješ nekoliko drugače. Nepoklicnim igralcem je treba najprej razložiti, kako sploh poteka snemanje in delo z drugimi. Z otrokom je pristop spet drugačen. Sam nimam ene same metode, predvsem poskušam ugotoviti, kako lahko vsakemu, ki nastopa v filmu, pomagam glede na njegove potrebe. Mislim, da je moj način ta, da poskušam ustvariti vzdušje, v katerem se ljudje ne počutijo preveč pod pritiskom in kjer ima delo igriv značaj. Pomembno mi je, da ima snemanje določeno energijo, ki poskrbi, da nihče ni prestrašen.
Pogosto filmska prizorišča spominjajo na nekakšno vojaško, hierarhično ureditev. Sam pa želim, da se počutimo, kot da smo na izletu, kot da preživljamo zabaven dan skupaj. Tako postane vse veliko bolj enostavno. To give the people that are in the film a bit the impression that they are more going on a holiday trip or they're having a fun day, and then everything gets much easier like this. Filmski festival v Locarnu se sicer steka k koncu. Zaključil se bo jutri, v soboto, ko bo jasno tudi, kdo bodo letošnji prejemniki nagrad, med njimi tudi Zlatega leoparda. Danes se v Sarajevu pričenja 31. mednarodni filmski festival, ki bo potekal vse do 22. avgusta. Letos bodo prikazali tudi veliko slovenskih filmov ali filmov, pri katerih je Slovenija sodelovala kot manjšinska koproducentka. Skupno jih bo v različnih programskih sklopih na ogled 10 in 1 serija. Svetovno premiero bo na festivalu imel tudi težko pričakovani novi celovečerni igrani film režiserja Marka Naberšnika, Belo se pere na 90, posnet po istoimenski knjižni uspešnici Brunje Žakelj. Festival bo tudi letos spremljal Marko Rozman. V vseh tekmovalnih programih tokratnega filmskega festivala bo 50 filmov, ki so razdeljeni na 4 kategorije. Igrani, dokumentarni, kratki in študentski film. 15 filmov bo na festivalu doživelo svetovno, 6 mednarodno in 28 regionalno premiero. Selektorska ekipa si je ogledala 1036 filmov in med njimi seveda najdemo tudi slovenske stvaritve. No, o vsem tem v pogovoru z Nerino Kocijančič iz Slovenskega filmskega centra. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, letos manj slovenskih filmov v primerjavi z lanskim letom, ko je število, lahko rečemo, presegalo povprečje. In če gremo po vrsti, tukaj najprej velja izpostaviti celovečerni igrani film Belo se pere na 90 režiserja Marka Naberšnika. Še vedno imamo kar lepo udeležbo, tako da se pravzaprav dobro počutimo vsi, ki pač delujemo na področju slovenskega filma. Tudi letos imamo udeležbo 10 filmov, kjer smo soudeleženi tako ali drugače, večinsko ali manjšinsko. Svetovna premiera pa je film Belo se pere na 90, težko pričakovani film. Mislim, da je to zelo lep štart za film, ki računa na lep obisk slovenskih kinodvoranah in Sarajevski festival mogoče je včasih celo boljša začetna točka za slovenski film, ki gre v distribucijo kot mogoče celo Benetke ali Berlin, Cannes seveda bi bil nekaj drugega, ker v bistvu vsi mediji zelo dobro poročajo o tem festivalu. Tudi zdi se, da verjetno bolj razumejo samo ozadje filma, ne samo dogajanje, glede na to, da je šlo za isto okolje. Vsekakor, to je film, ki ga Sarajevski festival najboljše razume, ker gre za nek prerez skozi skupno zgodovino. Kar se tiče premiere, bo to lepa premiera z udeležbo ekipe. Dol bodo Jure Zrnec, na primer, tudi Tjaša Železnik in Lea Cok, ki je glavna vloga v filmu. Bo to vsekakor lepa svetovna premiera v uradnem programu in to tudi na odprtem prizorišču, kamor gre kar lepo število ljudi. Tako da mislim, da je ta film res dobil pravo štartno točko. Takoj po svetovni premieri v Švici novi Kuklin celovečerac potuje še na Sarajevski festival, kjer bo tekmoval tudi za nagrado Srce Sarajeva. To je taka lepa pot, sicer Sarajevski festival ponavadi vedno sledi Locarnu, ki je tik pred njimi in ponavadi film, ki je v tekmovalnem programu v Locarnu, je tudi v tekmovalnem programu v Sarajevu, če prihaja iz naše regije. Tako da, kot smo vedeli, da bo Kukla v Locarnu, skoraj da je bilo 100%, da bo tudi v Sarajevu, seveda, če film selektorici Elmi Tataragič ne bi bil všeč, ampak to je res pravi film za njen okus. Ja, tudi selektorica je ugotavljala, da letošnji program
igranih filmov predstavlja impresivno in raznoliko panoramo sodobne regionalne kinematografije, če jo citiram. Ja, imamo potem še drugi film, ki bo imel tudi premiero, svetovno premiero Locarno, to, ki je tudi naša manjšinska koprodukcija. Bog ne bo pomagal, Hane Jusić. To je slovenska manjšinska koprodukcija, tretje slovensko sodelovanje pa je Veter govori z mano. Ja, ta pa je imel premiero že v Rotterdamu januarja. Tudi zelo zanimiv film, ki vsekakor si zaslužil tudi mesto v Sarajevu. V programu dokumentarnih filmov bodo zunaj konkurence predvajali dokumentarec Oho film režiserja Damjana Kozoleta. Je še kaj za izpostaviti od slovenskega sodelovanja na tokratni festivalski ediciji? Ja, izpostavila bi še program V fokusu, kjer Sarajevski festival predstavi filme iz velikih festivalov, ki so že mimo, Berlina, Kana, in seveda je tu na sporedu film Kaj ti je deklica Urške Đukić, ki je imel svetovno premiero na letošnjem Berlinaru in res potuje po vseh festivalih po Evropi in po svetu, in to res je film, na katerega smo še zmeraj zelo ponosni. Sami festival spremljate že dolgo. Kako sami ocenjujete njegov razvoj? Torej, gre za 31. po vrsti. Ja, mislim, še zmeraj je to najpomembnejši festival v naši regiji, ki pa nekako se nezadržno širi, se pravi tako, mogoče ne toliko festivalski program, mislim, da festivalski program ostaja v teh svojih okvirih, ampak predvsem ta strokovni del festivala in mogoče tudi del, kjer se podeljuje nagrade raznim pomembnim osebam, in mislim, da nekako dobimo občutek, da se res nezadržno širi, kar potem glede na vse to, kar potem neka organizacija potrebuje pri tej širitvi, da mislim, da to nekako ne dohajajo. Včasih to vidimo tudi v takih majhnih stvareh, ki se dogajajo na festivalu, ko je potrebno, ne vem, napovedati ekipo, da bo nastopila po koncu filma, pa to kar pozabijo, tako da vsi ti detajli, ki zahtevajo res v bistvu že neko tako profesionalno organizacijo, nekje potem šepajo, in nekako namesto, da bi festival mogoče to popravil, se samo še širi in potem s tem daje možnost, da se te napake tudi bolj pojavljajo. Omenjali ste podelitev nagrad pomembnejšim ustvarjalcem, med drugim letos častno srce Sarajeva prejmeta režiser Paolo Sorrentino, igralec Willem Dafoe. Willem Dafoe je vsekakor prijatelj festivala že dolga leta. Sorrentino sicer ne, ampak dobro, so ga odkrili na novo, kar je seveda lepo in prav. Ja, vsekakor je to festival, ki zelo dobro vpliva na promocijo slovenskega filma, ki potem po festivalu gre v slovensko distribucijo, in v bistvu to je vedno dober izkoristek, če je film predtem bil sprejet na Sarajevski filmski festival, tudi zato, ker novinarji o tem festivalu mogoče pišejo, se pravi slovenski mediji o Sarajevskem festivalu pišejo največ, mogoče še več kot o Kanu pa Berlinu, ampak to je tudi posledica tega, da za to tudi festival poskrbi. Tukaj moram poudariti, da festival zelo dobro poskrbi za promocijo znotraj regije. No, podrobneje o dogajanju na festivalu, kot tudi o filmih, bomo poročali na naših radijskih valovih. Nerina Kocijančič iz Slovenskega filmskega centra je bila z nami. Najlepša hvala za pogovor. Hvala za vabilo. I don't want someone who likes cats. I'm a dog person. Okay. What's your type physically? Fit. Just fit? Fit. I need to meet someone more grown. I have a beautiful client. She's 31. Korejsko-kanadska režiserka Celine Song je pred 2 letoma posnela art kino uspešnico Pretekla življenja, ki je s tankočutno in melanholično zgodbo o tem, kako lahko sorodno dušo izgubimo, ker nas je življenje odpeljalo vsak sebi, navdušila občinstva in kritike po vsem svetu. Njen novi film Popolna zveza, v katerem nastopi veliko bolj zvezdniška zasedba, Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, na prvi pogled deluje veliko bolj kot konvencionalna romantična komedija. Pa ni čisto tako, ugotavlja Gorazd Trušnavec, ki ocenjuje film. Privlačna Newyorčanka Lucy Mason je mladostne igralske ambicije zamenjala za delo v elitni ženitni posredovalnici, kjer skoraj v vlogi osebne pomočnice skrbi, da bi svoje stranke
povezala z ustreznimi partnerji. Svoji službi je povsem predana, tako da jo po 9 zvezah, ki so se končale s poroko, povsem potre nesrečni primer zadnje stranke, Sophie, ki doživi nasilno izkušnjo katastrofalnega zmenka. Hkrati pa se začne soočati tudi z osebnostno krizo v lastnem življenju, razpadlim razmerjem in neobetavnim novim začetkom. Celovečerni film Popolna zveza je delno po lastnih izkušnjah režirala Celine Song, Kanadčanka korejskega porekla. Čeprav se film ponekod oglašuje kot romantična komedija, je vse prej kot to, kar običajno pričakujemo od zvrsti. Pravzaprav gre za sodobno dekonstrukcijo zmenkarske scene v, poznem kapitalizmu. Podobno kot glavna junakinja je zelo ambiciozen tudi sam film, ki se začne s prizorom kamenodobnega dvorjenja in hoče v nadaljevanju sporočiti nekaj o večni transakcijski naravi ljubezni. Glede na to, da je zelo lepo posnet New York družbe srednjega razreda ključni dogajalni prostor, ki dodaja celovečercu vzdušje in značaj, je Popolno zvezo zanimivo primerjati z opusom Woodyja Allena, a takoj lahko ugotovimo, da gre kljub stalnemu samoanaliziranju osrednjih likov za precej drugačno filmsko občutljivost. Tu ni nobene jazzy lahkotnosti ali humorja, ki bi ublažil hojo po minskem polju iskanja življenjskih partnerjev. Lucy Mason skuša dokazati, da je človeška intuicija še vedno uspešnejša od digitalnih algoritmov, a na vprašanje, v čem je sreča intimne povezanosti, ne da enoznačnega odgovora. Vsekakor in v tem pogledu je filmski organizem zares zanimiv, izpostavlja pomen ekonomskega dejavnika, kar se sliši precej cinično, a to ga kaže kot zelo sodobnega. Na to namiguje tudi naslov v izvirniku Materialists ali materialisti. Boj in preračunavanje ne potekata samo pri medosebnih odnosih, ampak tudi na ravni telesa. Lepotni popravki so smiselna investicija, zakonska zveza pa v resnici poslovna pogodba. Film je pronicljiv tudi v tem, da svojih protagonistov ne želi delati simpatičnih. Vsi imajo svoje pomanjkljivosti in se precej dobro zavedajo vseh spodletelosti na čelu z Dakota Johnson v glavni vlogi. A kljub poskusom po razbitju iluzij, pomembnih za uspešno partnersko zvezo, avtorica Celine Song v svojem delu vendarle ne gre čisto do konca in tako tudi Popolna zveza pristane na tisto ključno zapoved romantične drame. In nenazadnje ženitne posredovalnice, ki ji zagotavlja lep osebni dohodek. Na uspešno konstrukcijo heteroseksualnega para. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Aleksander Golja, Maja Mol, Tina Ogrin, Vito Plavčak in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.